Še enkrat pozdravljena Enja in Matjaž, ponos gimnazije Bežigrad, na še enem izmed petih teh pogovorov, ki jih imamo o maturitetnih delih. Tokrat govorimo seveda o sodobnem Cankarju Dragu Jančarju in njegovemu velikemu, briljantnemu valčku. Tokrat spet nekako kramljamo na dolgo in široko o družbeno-kritični, cinični in absurdni drami, kjer je posameznik marioneta nerazumljivih zgodovinskih zakonitosti in v konfliktu z oblastjo in močjo, avtoritarni družbeni red, se pa ilustrira znotraj teh nekih zidov psihiatričnega zavoda Svoboda osvobaja, kjer se vsakršno individualnost nemudoma kaznuje s posebnim medicinskim pristopom, kaj je bilo že tisto razosebljanje. Torej, nadvse aktualna tematika, ki jo je mogoče posplošiti, pa tudi interpretirati na tisoč in en način. Torej, vsi smo in zdaj smo tudi mi v začetku odgovarjanja na prvo vprašanje. Lahko po moje že predvidevate, kaj vaju bom vprašala. Torej, vajni vtisi ob branju, kakšna se vam je zdela knjiga, kaj vam je bilo všeč, kaj vam je izstopalo, vama je bilo sploh všeč. Tako da, Matjaž, kar predajam besedo tebi. Živjo. Meni je bila ta drama, na primer, rečemo, zelo zanimiva, no, sploh kako ta naslov z tematiko na začetku, ne, ker na začetku ta naslov sem si nekaj mislil, v redu, zanimiv. Če bi na prvo pomislil, ne bi nikoli pomislil, da bo mogoče kakšna taka tematika. So bili pa kakšni, na splošno mi je bilo delo zanimivo, všeč, se mi zdi, da je nekako se stopnjevalo do nekega konca. Pa so bili pač tudi vsaj neki elementi, ki so mi zdeli mogoče malo čudni, malo tako srhljivi, neki pristopi, pa tudi se mi zdi ta časovna umestitev, ne vem, a je to nekaj, kar lahko tako tudi v sedanjosti ali nekaj, rečemo, v prejšnjem stoletju, no. Tako da še vseeno mi je bilo zanimivo, neki deli so mi bili mogoče malo bolj drugačni, zanimivi, kakšni deli so bili mogoče bolj metaforični, kakšni deli so bili mogoče malo bolj taki srhljivi, no, tako da se mi zdi, da polna neka kombinacija vtisov v tem. Enja? Ja, meni je bila ta knjiga zelo taka posebna, bom rekla. Tako iz naslova bi tudi rekla, da bi šlo za čisto neko drugo stvar. Ampak tako niti malo mi ni bila smešna, zelo je taka groteskna. Se mi zdi, da ima ful napeto vzdušje. Glih zaradi tega, ker je bil ta Simon ujet v okolju, iz katerega ni mogel več ven, pa tudi tako čisto po nesreči na nek način. Noben mu tam ni verjel, tako zelo si čutil to v sebi. Tudi tako vedno bolj se stopnjuje, pa sploh ne pride v bistvu do nekega konca. Se mi zdi, da kar konča se na vrhu dogajanja, da sploh nima razpleta, tako zelo napeta zgodba. Ampak je pa bila zanimiva za brati, ker te kar noter pa vleče. Ful super, da sta oba vidim, da sta omenjala naslov. In ja, jaz bi tudi mogoče izpostavila pri tem delu, da razna imenovanja, razni nazivi malo izstopajo. Naprimer, če začnemo pri samem začetku, naslov drame je Veliki, briljantni valček, ker je seveda neka aluzija oziroma lahko naredimo tako neko asociacijo z skladbo Frederika Chopina. Mogoče, kako bi pa vidva umestila motiv tega skladatelja in te njegove skladbe v samo to dramo, mogoče še posebej izstopa verjetno pri samem koncu dela. Kaj praviš, Enja? Ja, meni se zdi, da bi ta glasba lahko bila neka metafora za nekaj svobodnega, neka želja po osvoboditvi, zato ker ti ustvarjaš glasbo, nimaš nobenih omejitev, ni pravil, delaš, kar želiš v bistvu. Tako da ja, mogoče bi bil to nek izhod iz tega ujetega sveta. Matjaž, imaš ti drugačen pogled? Ne, jaz meni se tudi tako zdi, je bil v tem zaključku tudi nekaj čisto povsem
drugega, ne, pa ta, v bistvu tudi nekaj, kar smo celo zgodbo čakali, ne, ta naslov, da se nekje pojavi, tako da bi tako, kot je že Enja rekla, ja, neka svoboda, nek protivtež temu vsemu nekemu zaprtju in mogoče tudi kaj je možnost, ne, napram temu, kar so oni v tem zavodu. Ja, res je, kot neka nedosežena oziroma nasploh nedosegljiva svoboda, pa tudi mogoče že njihova izgubljena identiteta na tej poti. Ful zanimivo, no, skratka, kaj pa zavod, ki se imenuje Svoboda osvobaja? Mislim, zveni dokaj ironično. Matjaž, kako si razlagaš? Ja, meni se zdi pač smešno, ne, Svoboda osvobaja, nekaj pač taka popačenka ali pa kaj takega. Ne vem, mene to bolj spominja, tako kot bilo, mislim, da na teh koncentracijskih taboriščih delo osvobaja, ne. Zdaj ne vem, če mogoče tukaj neka povezava, možno, da je, ne. Tako da mislim, da mogoče se je avtor tule kaj pohecel, pa to kaj dal, ne. Je pa še vseeno neka igra s tem Svoboda osvobaja, ne, kot neki nesmisel, ne. Svoboda itak osvobaja, no, tako da se mi zdi tukaj, da je neka metafora, neki pogubljen pomen tega. Ja, jaz mislim, da si s to asociacijo kar zadev. Enja, kaj pa ti praviš? Jaz sem isto dobila v bistvu čisto isto asociacijo, takoj, ko sem prebrala delo Osvobaja. Pa tudi se mi zdi, da je prav Volodja, kakorkoli se že izgovori, tudi enkrat povedal prav v nemški različici, to Svoboda osvobaja. Tako da tam je že nekaj dišalo po temu. Pa tudi, ko pomisliš, oni so tja pošiljali vse tiste, ki so nasprotovali temu, kar so oni iskali na nek način, torej politični nasprotniki. Sicer kar se tiče judov, to je čisto stvar zase, ampak ja, vseh tja so pošiljali, kar niso hoteli imeti v družbi, in enako bi lahko tudi za ta zavod rekli. Tako da ja, mislim, da je neka povezava v tem. Ful super. Kaj pa scena teh izvedencev za metafore? Enja. Jaz sem si to zelo težko razložila, v bistvu nisem čisto vedela, kaj bi lahko bil pomen. Zdaj pa je, da imata oba fakultetno izobrazbo, govorite tudi v bolj knjižnem pogovornem jeziku, ni toliko po naše slengovsko pa to. Vem, da pač iščeta razloge, zakaj bi se ljudem lahko zmešali, mogoče probata najti v nekem prenesenem pomenu, ampak njun pomen kot sam pa se pa v bistvu sem zelo težko določila. Mogoče je to, da izobraženi odločajo, ne vem, o usodi manj izobraženih na nek način. Ne vem, v bistvu. Matjaž? Ja, meni se tudi zdelo pač tudi že ime izvedenca za metaforo nekaj čudnega, ne. Ali pa pač kaj zdaj to pomeni pri njiju, katero vlogo potem ona dva pač predstavljata, kaj je njen poklic. Se mi pa zdi pač, da mogoče tukaj se mi zdi, da neka metafora je nek ključen sestavni del te cele drame, tako da je tukaj se mi zdi, da ta povezava, ne, v bistvu kaj je, zakaj so ljudje tukaj noter, kaj ta predstavlja, ta zavod, in se mi zdi, da vse veliko neka metafora vse skupaj, a ne, in da je tudi pomen metafore tako pomemben. Tako da se mi zdi, da je mogoče tukaj ta povezava z njunim naslovom, imenom in potem pomenom tega. Ja, verjetno je tudi v tem njunem nazivu metafora tudi ključni del, na katerega mogoče moramo biti pozorni, ker metafora nekako v svojem bistvu pravzaprav nastopa kot nekaj, kar presega ustaljen pomen neke besede ali pa nekega frazema, mu dodaja nek čisto nov pomen, ki je mogoče lahko v tej svoji novosti čist revolucionaren na nek način, pa to počne s tem, da ta nov pomen ni več neposredno znan.
ni nam neposredno odkrit in je to pač ostaja prostor za neko skrivnosten del v teh metaforah, kar seveda mogoče ni najbolj idealno za režim, ki seveda rad ima stvari in ljudi pod kontrolo. Tako da metafora je že avtomatsko nekako njihova nasprotnica. Zdaj malo se že mogoče prehitevamo, tako da ja, kaj pa vama pomeni ta zavod? Kaj menite, da pravzaprav predstavlja, kaj je sploh namen, da obstaja? Matjaž? Meni je bilo v bistvu zelo čudno to neko osebno spreminjanje, kot so ga oni imeli, ne, se pravi z nekimi metodami. Tukaj je ta doktor imel neke te metode, naprimer vidno pri Simonu, kako pač spreminjajo ljudi, da pač pa tudi s kakšnimi prijemi, ne. Naprimer, da pač oni mislijo, da je bil pač ta Simon nek v bistvu poljski oficir, se mi zdi, in potem mu je on hotel, se pravi, mislim, da s to lažjo, da mu bo odrezal nogo, nazaj preklicati te neke spomine, a ne, in se mi zdi v bistvu tako, že to tako čudno, ne, mogoče tako grozno, no, da pač, ne vem, sej niso, sprva ni bil plan, da to naredijo, no, pa se je celo to uresničilo, ampak se mi mogoče na kakšne stare prijeme tega, ne, z nekimi nepotrjenimi metodami spreminjanja ljudi, a ne, mislim ljudi, pa tudi osebnosti, pa mišljenja. Je bilo pa ja tudi zanimivo, da nikoli noben ne zapusti tega, ne, da vsi, ki so enkrat noter, ostanejo, pa pač tudi to neko, naprimer, sem opazil pri Simonu, ki se je pač nekako trudil ven iti, ker v bistvu on je bil nekako po krivici pač v tem zavodu in se je trudil, da pač, da bi dokazal, da ni on bil v bistvu res za zavod, je pa tudi mogoče neka zgodovinska, ne, kot mogoče so bili tudi v zgodovini nekateri po krivem obtoženi ali pa kaj takega. Inja, kakšna je tvoja interpretacija? Ja, jaz sem pa ta zavod videla mogoče kot neko zatiranje tega individualizma. Vsake mogoče odstopujem tam prstov, kot je rekel Matjaž, tudi po krivici, no vsaj za Simona to zagotovo lahko povemo. Ja, glih zato po moje družba noče imeti takih samih po svoje, ki delajo, tako da take pa verjetno umaknejo in verjetno tudi zato nikoli niso mogli ven nazaj prideti, ne. Res je bilo čuden to, da so jih probali razosebiti, za njih je bil to hudič, to, da so oni po svoje razmišljali, čeprav pač to ni res. Ampak ja, hoteli so verjetno dobiti enake ljudi, če se znebijo tega hudiča, ne, bi vsak pač enako po moje razmišljal. Ja, vrtimo se nekako okoli te ideje, da je mogoče ta ustanova kot neka prispodoba za ta nek represivni režim, v katerem, ali pa mogoče za zapor, v katerem pristanejo pravzaprav posamezniki zaradi pravzaprav najmanjših malenkosti, kar neki, in obenem se pa potem njih postopoma se zlomlja njihov duh in tudi fizično na koncu in se jih dela nekako neke pohlevne posameznike, ne, ki se ubadajo pravzaprav z nekimi malenkostnimi in ponavljajočimi se rutincami, ne. Tako da, kako pa pravzaprav je ta zavod ostajal navidezno svoboden, obenem pa je bil seveda nadzorujoč in seveda čisto represiven do do tistih posameznikov, ki so bili notri. Enja. Ja, zdaj načeloma oni, ki so bili v tej veliki delovni sobi, so lahko delali karkoli. Zdaj vsak je imel neke svoje te fore, naprimer Rajko je izredoval časopis, do tega je imel neko svojo svobodo, pač niso rabili vsi isto stvar delati. Ampak potem pa mogoče, ker ta Volodja prišel, pa je vseeno hotel svoj red, svojo disciplino in je tudi tako nasilno zelo ukrepal. Tako da tam jim je tudi vzel to možnost te svobode. Naprimer, predvsem incident z Dobermanom, ko je jedel,
pač je človek, ki veliko poje, ampak ko so mu umaknili krožnik izven njegovega dosega, ne. Tem so mu nekako tudi vzeli to svobodo, kar je za njega bila svoboda mogoče v tem momentu. Tako da ja, lahko so sicer delali, kar so hoteli, ampak vseeno je mogla biti neka disciplina na nek način. Kaj pa ti meniš, Matjaž? Jaz prvo stvar, ko sem pomislil po tej svobodi, so mogoče, ne vem, neki obiski ali pa kaj takega, ker se mi zdi, če že tako taka pravila, tak zavod, ko noben ne sme pač, ne gre ven iz tega, ne, se mi zdeli pol obiski nekaj čist mogoče takega nepredstavljivega, no, mislim, takega, kar lih ne paše v to okolje, a ne, in se mi mogoče meni zdeli to kot neka svoboda. Po drugi strani pa ja, še vseeno je neka represija, so te jopiči, ki jih dajo, neke grožnje. In ja, po eni strani je nekako tudi to, a ne, pa na primer pri tem časopisu, ki ga je Rajko imel tudi neke škarje, ne vem, če bi pomislil nek zavod, ne vem, če bi jih to dovolili, kaj je bilo mogoče strah, kaj, ampak so nekako neko prepletanje od teh dveh elementov, no, pa tudi ta ples na koncu mi zdi kot neka čist druga nota pač v tem zavodu, ne, če se tako tožno, pa tako na koncu pa neka glasba, nek velik ples, neka prireditev. Tako da jaz mislim, da je pač tako neka povezava, neko prepletanje tega dvojega, no. Ja, zelo je zanimivo te obiske, ne, ki so pravzaprav dovoljeni sicer, po drugi strani so pa zelo v strogih okoliščinah dovoljeni in pač so vseeno tudi zelo redki. Mogoče v tem kontekstu je tudi Ljubica zanimiv lik, ne, ki pravzaprav nekako te neke svojimi rispami še kar nekako ohranja neko mogoče spomin, nek spomin pravzaprav na kako je lahko zunanji svet pravzaprav radosten in je v tem pogledu nekako zelo zanimiva likinja. Zelo zanimiv lik. Kako pa se mogoče kaže, Matjaž, nemoč posameznikov pred oblastjo v tej knjigi? Ja, predvsem prek Simona se mi zdi to, a ne, ker on je bil v bistvu nekako po krivem pripeljan v ta zavod, ne, in je že sprva vedel pač, da on ni za tu in da so ga pač po krivem obtožili, ne, in mogoče tukaj tudi ta njegova želja, da gre ven, potem, ko tudi pride njegova žena Klara, ne, pa je pač on probal razložiti, da on ni za tu, ampak ona pač vseeno misli, da on ne je tu, ker misli, da ima težave z alkoholom, in tukaj se mi zdi, da mogoče ta njegov boj, ne, da proba iti ven, potem, ko je drugim razlagal, pač, da ni on za tu, in pol, tako kar se mi zdi, da dostikrat, ko pride do nekega boja med posameznikom in, ne vem, družbo ali pa državo, na koncu pač večinoma posameznik pol tudi neha s tem, ne, se pravi obupa, ali pa pač se sprijazni, ko se je Simon sprijaznil na koncu, ne, v bistvu celo verjel na koncu tisto, zakaj na začetku mislil, da je čisto nekaj norega, ne. Ja. Ja, meni se zdi, da poleg tega, da se posamezniki sprijaznijo, je tudi zato, ker jim vsakič najdejo nek razlog oziroma nek izgovor, zakaj bi to bilo tako. Za primer, ko je torej doktor zvedel, da je Volodja odrezal nogo Simonu, ga je hotel najprej prijaviti, ker se bi mu to zdelo logično, potem pa mu je Volodja podal razlog, da je v bistvu on začel s pohabljanjem duš, čemur sledi tudi pohabljanje telesa, in potem je bil okej, mogoče ima to smisel. Tako da mislim, da tudi zato potem se zatira ta moč, ki sicer imajo, ampak je ne morejo pol izraziti. In pravzaprav v tem dialogu se je Volodja prvič nekako pri doktorju pokazal kot nekak posameznik, ki ima pravzaprav oblast nad doktorjem, ne. Se naredi ta neka diferenciacija. No, kako pa mogoče sta
ki ste omenila pač alkohola, ne? Kako si pa razlagata mogoče ta motiv alkohola v tej drami? Pojavlja se nekako na različnih mestih. Kako si ga razlagata, Matjaž? Zdaj, sprva je že, tako kot sem prej rekel, Klara, se pravi, žena od Simona misli, da je Simon alkoholik, da ima neke težave, nekaj izpade potem zaradi tega in da pač on ne je v tem zavodu, da se pozdravi. Nek drug dogodek, ki se mi pa zdaj spomnil, je pa na primer, ko je ta pianist Emerik, ki je na koncu tudi igral ta valček, mu je Volodja celo prinesel nek alkohol in ki ga je on na koncu tudi zelo veliko spil. Pa mislim, da je tudi doktor spil zelo veliko alkohola, da je celo bruhal. In se mi zdi tako tudi nekaj čudnega, po eni strani, da je Volodja hoče, sprva sem mislil, da Volodja hoče jih kaj jim potakniti, pač naprimer, da bi mogoče pred doktorjem videli, da so oni, ne vem, na skrivaj pijejo alkohol, ali pa da nekaj takega ni tudi dovoljenega v takem zavodu, ampak na koncu pač iz tega tudi ni tako, kot sem si jaz pač mislil, ne? Na koncu je v bistvu to sam nek drug element, tako da so neke utrinki in tega motiva. Ja. Super, kaj pa Enja? Ja, jaz sem isto imela kar mešana čustva glede tega alkohola, ker na začetku sem videla motiv alkohola kot nek nesmiselen razlog, zakaj sploh prestal tukaj. Potem pa se mi je zdelo zelo ironično, da ga prav ponujajo vsakeč, ko pride do kakšnih težav, naprimer, ko pianist ni mogel igrati, da so se mu roke tresle, pa ko je doktor bil pod obremenitvijo zaradi tega, kar se je zgodilo. Torej spet rešitev je podal alkohol v tem momentu, tako da se mi zdi zelo ironično, da so zaradi tega poslali Simona v zavod, na koncu pa je to tudi nek razlog, kako se umakniti problemom v zavodu, tako da ne vem, kaj bi to pomenilo. Super, vse super. Kako pa jim pravzaprav na koncu uspe doseči ta zlom Simona, ne? Oziroma, bom rekla tako, kako jim uspe zlomiti posameznike in zakaj je potem tudi na koncu Simonu jim pri tem uspelo. Ta je bil pač že takoj na začetku označen, da bo pač trd oreh, on je bil tudi nekako non-stop prepričan v neko resnico, v znanost, v medicino in je bil kot nekak predstavnik razuma v tej drami. Enja? Začel se je v bistvu zelo pozitivno. Najprej je iskal razloge, zakaj ne spadati. Čisto normalno je razmišljal, imel je neke normalne reakcije. Tudi to, da je zakričal na Klaro, ker ga ni razumela, bi rekla, da je čisto normalno. Potem pa v bistvu, ko so ga tudi doktorji vsi v bistvu obravnavali kot tega Dohojevskega, je počasi tudi mogoče, ne vem, če si skozi obkoljen s takim okoljem, ki te tako tretira, se ti počasi že začne tudi mešati samemu pri sebi. Po moje to tudi skočiš kognitivno, če gledam iz psihološke strani. To, kar skozi ponavljamo, to tudi počasi začnemo potem verjeti, mogoče glih zaradi tega. Matjaž? Meni je bilo tudi zanimivo, kot sem mislil, da je nek intelektualc pa nekaj takega, da je pol čez nekaj časa že dokaj hitro začel verjeti. Mislim, da je pol tudi že Klari razlagal, da moče pa je on v bistvu ta poljski oficir, ki mu govorijo, ne. Mi je bilo pa še vse nekaj tako povsem čudnega, na koncu, ko so mu prvo, da so mu odrezali to nogo, ne, v bistvu se mi zdi nekaj takega šokantnega, da je pol do tega prišlo, pač da je pol tudi začel kar poljsko govoriti, ne, ko v bistvu sploh on ni bil to, ne, on sploh ni bil ta poljski oficir, ni znal poljsko, ne nič takega, in da je pač kar, če ti odreže eno nogo, da kar lahko začneš takoče govoriti, no, se mi zdi to po eni strani tudi malo zanimivo, hecno, ampak po drugi strani pa tudi zelo absurdno, kako je do tega prišlo in pač kaj potem nastali iz tega.
Kako se vam pa zdeli liki nasploh, kateri vam izstopa? Matjaž? Meni so se zdeli liki po eni strani tako kot to okolje, mogoče malo nenavadni, čudni, naprimer zasledovalec ali pa kaj takega, že taka imena, ali pa mogoče taka bolj nenavadna, se mi zdi, ne vem. Mogoče izstopil mi je mogoče Savel Pavel, se mi je zdel tak smešen, humoren lik, ki je stalno karkoli je odgovoril, je nekaj z Biblijo v zvezi, kar si je zapomnil, mislim, da kar celo že na pamet. Tako da mogoče mi je ta ostal, ne vem, najbolj v spominu ali pa kaj takega, zaradi nekega humornega osebnosti ali pa kaj takega. Enja, tebi? Mislim, da meni je bila najbolj všeč Ljubica. Bila mi je ful taka pozitivna likinja. V bistvu sploh ne vem, zakaj je prestala tam. Meni se zdela čisto normalna oseba. Mogoče je imela kakšne izpade, ki je bila žalostna, naprimer, ki je strgala svoje slike, ali pa kaj še naredila. V glavnem ima zelo dobre namere, se mi zdi, tudi ki je pomagala Simonu, ki je prišel na začetku. Tako da v bistvu res ne vem, zakaj bi ona tam prestala. V bistvu, kar se tiče pa Volodje, mi je bil pa tudi tak zelo zanimiv lik. Meni se je zdel v bistvu ful tak, da je imel nizko samopodobo, zelo tak, da si je želel spoštovanja, ker si ga sam sebi mogoče ni mogel dati in je to potem dosegel tudi z nasiljem. Tako da zanimivi liki, zelo so si različni med sabo. Kako se ti je pa zdela ta mogoče odnos, če lahko temu tako rečem, med Volodjo in Ljubico? Meni se je zdelo, da mogoče sta imela kaj preden je Simon prišel, ker pri oni kravati mu je prišla tudi pomagati, pa tudi kako jo je gledal, mogoče že to na neki nakazuje. Ampak mislim, da ima tudi ona neko zamero do njega. Mogoče je bil čas drugačen, pa se je zdaj spremenil, pa zato mu je tudi pustila te rdeče madeže. Tako da nekaj sigurno je v ozadju, ki ne vemo. Matjaž, kako si pa ti to razlagal? Meni je bilo tudi nekaj zanimivo, sem opazil nekaj tukaj, mogoče nek odnos ali pa nekaj takega nejasnega, ki bralcu ni bilo podano. Mogoče pa tudi se mi zdi nekaj takega, mogoče ker je Simon prišel, je mogoče ta odnos malo, ne vem, se spremenil, ker mogoče je pač Simon je bil pa tudi Ljubici všeč in mogoče je bil pa tudi zaradi tega, ker je spremenil odnos med Ljubico in Volodjo, ali pa je bilo mogoče tudi kaj ljubosumja. Tako da se mi zdi, da je nek element, ki ne poda avtor toliko podatkov, pa tudi, da se lahko mogoče mi tudi sami nekaj o tem mislimo ali pa mi sami neki zaključke ustvarjamo. Super. Zdaj, mogoče, če se vam zdi smotrno, bi jaz na tem mestu mogoče izpostavila še ta zanimiv lik doktorja. Kaj menita Enja o tem in predvsem, kako bi ga vidva moralno opredelila? To me zanima. Enja? Zdaj doktor, vse svoje trditve je nekako znanostjo povezoval, odgovore iskal v znanosti. Mogoče ni imel toliko empatije, ampak kot doktor se to seveda tudi spodobi. Bi rekla, da je moralno na nek način, vsaj bilo je. Potem pa po unem dogodku, ko je izvedel, da mu je dejansko nogo odrezal, takrat je mogoče dojel napako, sploh govoriti v prenesenem pomenu, ker mogoče tega vsi ne razumejo. Potem se je tudi sam začel spraševati, če je on mogoče problem, če se je njemu zmešal, tudi kaj Ljubico spraševal, kaj so znaki, da se ti zmeša. Zdaj ne vem, na nek način je obžaloval, ampak po drugi strani je pol bil zelo presrečen, ker je potrdil njegovo hipotezo s tem, ker se je dejansko potem začel obnašati kot Trohojevski. Tako da deloval je moralno usmerjen do tega, ker je bil pol srečen, da je hipoteza uspela. Se mi zdi, da je to kot tak znanstvenik iz 19. stoletja, ker mi je bilo vseeno za ljudi, sam pač, da gre znanost v pravo smer. Matjaž, kaj pa ti meniš? Jaz se tudi strinjam na večini povedanega. Se mi zdi, da je doktor izpadel kot nek razumnik, se mi zdi kot neka normalna oseba v tem okolju,
ki je hotela nekaj razložiti. Zdaj te njegovi prijemi, čeprav je govoril o metafori, nasplošno, če bi vzeli, da so bili mogoče zanimivi, malo bolj absurdni že. Se mi pa zdi, da je tukaj tudi bilo videno, da nekako sprva, ker on je tudi upravnik zavoda, pač tudi bil nekako glavni, neka avtoriteta, je pa na koncu kar naenkrat prišel Volodja, rekel, ja, jaz tle glavni, operacijo sem naredil in se mi zdi, da kar naenkrat je mogoče ta cela osebnost ali pa neka tudi moč padla, ne. In pol je kar naenkrat začel, ja, moč pa to ni, pač sprva ga je hotel tudi prijaviti, ne, ampak potem je pa moč začel razmišljati, da to moče ni tako slabo, ne, tako da se mi zdi, da tako zelo hiter je se kar vse obrnil, kar se mi zdi tudi čudno. In zdaj, če se mi zdi moralno sporen ali pa to, na začetku se mi zdi nek moralno pravilno, kar dela, ali pa pač nič takega, no, ker njegove namere so bile dobre, ampak na koncu mi pa zdi, da tudi, ker ne vem, ni ukrepal, pa se mi zdi to v redu, pa da je to mogoče malo bolj tudi sporno, no, tako da se mi zdi, da tako kot njegove ostale značilnosti so se malo na koncu obrnile na hitro. Ja, on je zelo zanimiv lik, pač zaradi tudi tega, ne, če ga pogledamo če ga ocenjujemo iz neke moralne perspektive, po drugi strani pa je tudi zanimivo se vprašati, a je on bil zares kdaj posameznik z neko močjo, oziroma je bil sploh kdaj avtoriteta, ker na začetku, a ne, je pravzaprav bil non-stop pod nekimi grožnjami pa prisilami teh izvedencev, po drugi strani na koncu se izkaže, da se nekako podredi Volodji. Kako vidva dojema to avtoriteto? Pa če se na primer mogoče lahko navežemo, pa ne vem, koliko imata to v spominu, ampak tisti dialog med Volodjo in doktorjem, ko pač doktor seveda izve, da je on dejansko njemu amputiral to nogo, kako se pravzaprav izkaže kot čist nebogljen, močen lik. Kako bi ga v tem smislu opredelila? Matjaž? Ja, meni se je pač tukaj zanimiv, v bistvu, kako v bistvu je Volodja kot nek bolničar že na začetku mogoče opravljal neke stvari, tako kot nek nadzornik ali pa kaj takega, se je tudi mogoče videlo, da je še vse neka avtoriteta in nekako je to rastlo skozi celo zgodbo, na koncu prišlo do tega, da je v bistvu kar on upravljal stvari, ga je bilo strah, da mu bo naredil kakšno moče za hrbtom ali pa ga hotel kaj mu škoditi, ne, se pravi te stanovalci v temu zavodu. In mi je bil v bistvu ta dialog zelo zanimiv, kot nek preobrat, kot sem že prej rekel, ne, ker naenkrat se je on odločil za nek poseg, nekaj kar narediti na hitro, ne. In kako je pač v bistvu tudi doktor pol na začetku sprva je bil šokiran, ne, ker v bistvu to ni bil njegov namen, ne, da se mu noga kadarkoli odreže, in kako je pač v bistvu pol do tega prišlo do nekega sprijaznjenja s tem, ne. Se mi v bistvu zdi, da v bistvu v nekem zavodu se mi zdi, da doktor ni toliko močen osebnostno bil, ne, čeprav je neka avtoriteta in hiter, ko mu kdo je kaj vzel, je hiter popustil, no. Se mi zdi, da v takem zavodu mora biti neka hierarhija, ne, mora biti nekdo nad tabo, nekdo pod tabo, da deluje, in se mi zdi, da on ni bil nek tak sestavljeni člen, ki bi pasel v to, ne vem, če lahko rečem, neko sestavljanko, no, ali pa v neko to piramido tega sistema, in je pač hiter so ga ne pometali ali pa ga je pač Volodja nadvladal. Enja, kaj pa ti meniš? Ja, jaz se isto čisto strinjam z Matjažem tukaj. Se mi zdi, da za neko avtoriteto rabiš imeti neko trdnost, vse nek močen karakter, ker sta imela tako izvedenca za metafore, ker sta spet našla neke razloge, zakaj mora sprejeti tega pacienta, ker doktor se ga je že takrat hotel znebiti, pa tudi Volodja, ne, je našel neke razloge, pojasnjeval, zakaj dela to. Medtem ko doktor je samo v sebi že čutil dvom, če sploh prav dela, če se mu že meša, in če je to že pri njemu, tako potem bo tudi težko druge dobil, da zaupajo v njega. Tako da mislim, da je tukaj izgubil nekako svojo avtoriteto.
Ja, res, ful zanimiv lik. Mogoče tudi, če probate v spominu priklicati dialog med doktorjem in Simonom, ko Simonu pravzaprav pove novico na tistem zdravniškem pregledu, da je treba to nogo kar odrezati, kako pravzaprav nastane to neko nasprotje med Simonom kot nek predstavnik racionalnega in doktorjem, ki sicer se nekaj sklicuje na znanost, ampak pravzaprav deluje bolj zbegen kot Simon. In tako da zelo, zelo zanimiv lik. Ampak pravzaprav mu pa uspe ravno nekako Simonove replike zatreti, ravno zaradi tega, ker vseeno ima on neko avtoriteto, vsaj nad njim kot pacientom. Tako, kaj pa bi rekla mogoče o Volodi? Ta je pravzaprav, če pogledamo njega v prvem dejanju, pa potem čisto na koncu, tukaj je ena velika sprememba. Kako bi ga opredelila, Enja? Ja, zdaj, kot sem rekla, meni se je zdel zelo tak nesamozavesten. Bil je zelo užaljen vsakič, ko mu je nekdo nasprotoval, mislim, nekdo, ki je rekel, naprimer, Simon mu je že takoj ga vprašal, če je pacient, je zelo osebno vzel pa razložil, da bojo oni že videli, kaj je on. On je res hotel biti več, da ga ljudje cenijo. In potem je počasi ugotovil, da to lahko z nasiljem naredi, da si pridobi to neko straho spoštovanje. Zato je tudi na koncu čist drug lik to. Z nasiljem je dejansko tudi prišel do tega, ljudje so se ga bali, niso mu več govorili, da je ne vem kaj. Tako da ja, mogoče to. Je bilo pa tudi zelo zanimivo, ker smo zvedeli, da je bil tudi on na fronti. Tako da mogoče ima tudi iz vojne, od vseh teh grozot, da mu je kaj ostalo, kakšna obremenitev. Tega pa žal ne znamo. Matjaž, kaj pa ti? Meni so že prvi vtisi v branju bili na začetku zelo zanimivi, ker je Volodja stalno za neke šale pa vice prosil, ne. Pa se mi zdi že tako malo čudno, ne. Ja, in to, kar smo že povedali, se mi zdi tudi, se strinjam s tem, ja, nek v bistvu opazimo njegov vzpon, ne, v bistvu kako v bistvu na koncu tega, da je tako z vsemi se poznal, pa bil v dobrih stikih, pa bil z ljubico, pa z vsemi, do tega, da je bil na koncu v nekem strahu, da se nekaj proti njemu dela, nekaj, da se mu obrača, da bo neka zarota nastala. V bistvu se mi zdi, da je že nekako paničen postal, v bistvu te neki tudi vzponu moči, a ne. Tako da se mi zdi zelo zanimiv ta njegov razvoj, ne, karakterja skozi celo zgodbo. Ja, zelo zanimiv ta razvoj. Nekako se levi iz neke mogoče bolj lahkotne, navidezno vsaj preproste, mogoče tudi malo ne toliko zdaj nekega posebnega uma, take osebnosti, da potem vedno bolj postaja bolj agresiven. Se mu kaže ta neka njegova notranjost, ki je nasilna, ki je zatiralna, skratka, se sta ga spoznala. Kako pa na koncu pa pravzaprav on ostane tudi edini, bi lahko rekli, ki ohrani svojo individualnost, medtem ko se ostalim že uspešno vse to zatre, tudi zelo zanimivo. Kako pa torej uspe Volodji postati upravnik zdaj, zamenjati doktorja, dobiti to moč? Enja? Ja, meni se zdi, da glih zaradi tega nasilja na nek način je lahko splezil tako visoko na lestvico. Naše razloge, tudi sam pri sebi je rado bolj trden, čvrst kot oseba, zato je lahko šel čez to, da je nasprotoval drugim, ki so ga hoteli pač ponižati, ampak te priložnosti je zgrabil, da je lahko šel še dlje naprej po avtoriteti. Pa tudi vztrajal je pri tem, kar je hotel, tako da mislim, da je na ta način najhitreje prilezel do tja. Matjaž? Ja, jaz se tukaj čisto strinjam, se mi zdi tudi to zanimiv, tako da ja, ne vem, nimam kaj za dodati. Ok, potem pa kar nadaljujemo. Zdaj konec. Kakšen se vam je zdel? Malo smo se mogoče tega že dotaknili, ampak predvsem kako se ga razlagata
širša slika. Matjaž. Meni je bil konec zanimiv, neki čist nekaj tako predvsem drugačnega, ali pa da bi se to predvsem nek zaplet, se mi zdi, da ta pač ples, ki bo, a ne, ki se ga je pričakovali na koncu kot zadnjih z nekih strani, a ne. Se mi zdi pa ta element, da je prišel pač nov pacient, ne, tako ga prije vsak ponedeljek zelo zanimiv, ker naenkrat v znanju, zdaj pa nov pacient prišel in res prije ta Chopin, a ne, in odigra ta briljantni valček in se mi zdi to, tako kot smo že rekli, tudi tako kot pesem, kot element na koncu, čisto neko nasprotje temu zavodu pa pravilom, no. Tako da to se mi je pa zdaj tako zelo zanimiv, pa spet neka moče metafora ali pa nek pogobljen globi pomen, ne, tako kot je ta knjiga, ta drama polna nekih metafor ali pa nekih skritih pomenov. Enja. Ja, tale konc je bil zelo tak odprt. Razumem, kako si je to Matjaž razlagal, ampak jaz sem to videla tako čisto drugače dejansko. Bil mi je čist absurden konc, teh zadnjih 10 strani sem gledala, kaj se dogaja. Ampak tako kaže nek upor, vsi so se mu počasi začeli upirati Volodji, čeprav on je vztrajal pri plesu in plesu in plesu. Tako da meni se zdi, da bi lahko ta konc povezal tudi zgodovino, ker smo imeli tudi že take totalitarne režime, ki so se jim ljudje potem celo uprli čez čas, ampak pa mogoče pride nov človek, v tem primeru Chopin, oziroma to bi lahko pomenila tudi nova generacija, ki bi jo spet lahko kontrolirali na nek način, ker v bistvu Volodja se v sebi ni spremenil, on je še vedno imel ta cilj v glavi in verjetno bo tako tudi naprej delal tudi s tem novim. Tako da jaz sem si mogoče tako to razložila. Zelo, zelo zanimivo, pa se vam zdi potem takem delo cinično in zakaj se vam zdi cinično? Enja. V bistvu zelo kritizira tudi našo družbo, mogoče to, da se ne naučimo iz zgodovine, da se skozi ponavljajo iste stvari, rešimo se ene stvari, pa spet na novo isto vse naredimo, mogoče glede te vojne predvsem. Zdaj smo že na robu tretje mogoče svetovne, tako da mislim, da se nič ne naučimo iz tega. In mislim, da je to namen tudi tega dela, da nas malo spomne na to. Matjaž? Jaz ta cinizem mogoče vidim tudi v tem neko drugačno razmišljanje, ne, v nekem sistemu, če mogoče kdo, mislim, da ta zavod kot nek sistem predstavlja, neki pastirski obrvanci, mogoče kot neka družba, v bistvu, ne vem, in kako v bistvu ljudje tudi drugače razmišljamo in eni razmišljajo drugače proti sistemu, proti mogoče nekim pravilom, ki jih imamo danes. In tudi, če to nekako izražajo, ne, sistem, pa neke spremembe spet, ne, to ni v korist, ne, in v bistvu probajo oni to zavirati in spremeniti in omiliti in te tudi utišati, ne. Tako da se mi zdi, da je tukaj nek boj med posameznikom in neko družbo, ne, nekim človekom in nekim večjim stvarjo, ne, kot ne vem, država ali pa kaj takega. In tukaj prikazuje mogoče tudi ta nek boj, ki ga tudi lahko danes opazimo, ne. Tudi nekateri si želijo neke spremembe, se nam zdi, da mogoče pa res delamo nekaj narobe, a ne, a bi lahko to spremenili. In dostikrat je to zelo težko oziroma skoraj nemogoče, ne. Ja, res je. Kakšna se vam je pa, oziroma kako se vidva interpretirata seveda izrek Volodje, nihče ni od zunaj, vsi smo notri, vsi smo v. Matjaž? Meni je bil sploh na koncu ta zanimiv, vsi smo v. Na začetku sem dvakrat prebral to, kaj to pomeni, vsi smo v, a ne. Pol sem dojel pač mišljeno, da vsi enkrat, ki si v zavodu, a ne. Tukaj bi pa se mi zdelo predvsem, da tudi te, ki so delali v zavodu, so bili v bistvu tudi nekak del tega zavoda, ne. Se mi zdelo, da tukaj rekel, vsi smo v, je tudi mislil nase, na bolničarje, na to, a ne, da v bistvu so vsi v bistvu sistem, vsi stanovalca, ko bi rekel, vsi
liki, vse osebe, so bile tudi vse skupaj v bistvu v tem celem zavodu, a ne. V bistvu, da mogoče so bili tudi tisti, ki mogoče, ne vem, zdaj sem mislil, da bi lahko bili tudi tisti, ki v bistvu ta sistem utrjujejo, so mogoče tudi oni del tega sistema, a ne, da v bistvu večji kot vse to, kar si mi lahko predstavljamo, a ne. In tukaj pač tudi pa razlaga neko avtoriteto pa neko utrjevanje njenega sistema, a ne. Enja. Ja, tudi jaz sem podobno gledala na ta Vsi smo v, torej niso le neki duševni bolniki, ampak tudi te vodje, pač vsi so v v isti zadevi, recimo vsak ima mogoče neke svoje probleme oziroma vsak svojo to individualnost, ki jo od odzunaj probajo zatirati, ampak ja, mislim, da ni velikih razlik med na primer doktorjem Volodjo pa med temi pacienti, ki naj bi bili kao bolj tako, ja. Pa potem kar naenkrat še ni razlike med obiskovalci plesa, ki pravzaprav kar naenkrat tudi oni pristanejo v zavodu. Kako si to pravzaprav razlagata, Matjaž? Ja, zdaj, ko sem se spomnil, sem tudi to opazil, se mi zdi zanimivo. Je kar Klara vstopila, šla plesati. Tako da, pa tudi vem, da so tudi bolničarji plesali. Tako da ne vem, mogoče naenkrat pa tam so bili pa vsi isti. Da ali si bil odzunaj, ali si bil noter, ali si bil kot nek, v narekovajih, bolnik, ali si bil nek ta bolničar. Mogoče tudi tukaj neka prispodoba. Enja? Ja, jaz sem se isto zdaj še spomnila. Mogoče bi to lahko pomenilo, da na koncu spoznajo, da smo res vsi isti, pač ljudi in da ni treba ločevati ljudi med sabo, ker načeloma včasih so delali te zavode zato, da so se znebili tistih, ki pač niso bili popolni, da niso imeli tega bremena. Je bilo kar nekaj takih primerov, tako da ja, mislim, da bi to lahko bilo povezano s tem. Super. In še znova tudi verjetno pričakovano vprašanje. Kdo je tu sploh ujet in kdo svoboden, če kdo? Enja. Po mojem smo ujeti vsi, ampak ja, z razliko z našim skladiščem, na primer, kjer so bili ujeti sami v sebi, pa mislim, da ta knjiga bolj poudarja to, da smo ujeti v sistemu, ker ne podpira individualizma in da hoče, da so vsi enaki, da imajo neko korist od nas ljudi. Mislim, da je bolj ta razlika. Matjaž? Ja, jaz bi tukaj v bistvu, se mi zdi, da nekako noben ni svoboden, no. Mogoče zdi se mi, da sploh te, kot so Simon, se pravi te bolniki, no, kot pacienti sploh niso svobodni, ampak da tudi te bolničari pa doktor pa to mislijo, da so svobodni, ne. Mogoče ima neko to idejo o tem, ampak še vseeno se mi zdi tako, če pa širše pogledaš, pa v bistvu so vsi pod isto streho, ne. Vsi so pod tem nekim sistemom, tako da se mi zdi, da pa se oni tega ne zavedajo, no, tako da se mi zdi, da so v bistvu vsi nekako nesvobodni, no. Super. Kako bi potem takem opredelila glavno idejo tega dela, Matjaž? Glavna ideja se mi mogoče zdi res to, kako nek posameznik pa mogoče neka družba, okolje ali pa kaj takega, mogoče ta odnos, ta nek boj, ali pa pač v bistvu kako te hitro lahko tudi dandanes se mi zdi, da je to aktualno, no, pa tudi bilo aktualno. In v bistvu kako nek ta boj posameznika in bolj kako v bistvu se hitro lahko tudi spremenijo tvoje razmišljanje ali pa kaj takega. Tako da mogoče je to tle, kar je hotel avtor tudi mogoče uprizoriti ali pa pokazati, no. Tako da mislim, da je to, no. Enja?
Ja, jaz se isto strinjam z Matjažem. Se mi zdi, da je avtor hotel samo opozoriti, do česar lahko pride, ampak da nas spomne, da moramo vseeno stati svobodni, da rabimo ustrajati pri tem, kar hočemo, da se ravno to ne zgodi, kar se je v drami zgodilo. In da se take stvari ne ponavljajo več. Super, eto, spet vam hvala, Inja in Matjaž, za ta odličen pogovor. Zdaj, če ste pa lačni nadaljnega poglabljanja v maturitetna dela, pa vas toplo vabim na našo platformo eMatura, kjer skupaj spoznavamo avtorje besedil, besedila sama, te razkusamo, prežvečimo, skratka se jih predelamo v nulo, prav tako pa nikakor ne smete pozabiti in zamuditi na 4-urne priprave na tako esej kot naslovnico, ki jih bomo za vas pripravili v aprilu in maju. Tako da hvala, ker sta bila z nami, lepo se imejta in vso srečo.